jaz se spomnim, Renata, mojih prvih dni na Radiu Krka, jaz nisem imela treme pred etrom, jaz sem imela tremo pred teboj in pred Sandijem. Ko sem se jaz odločila, da bom novinarka, jaz sem sprejela to odločitev ali pa gojila to željo, zato ker sem mislila, da bom potovala. Ko sem jaz začela delati na radiju, ona je vedno rekla, pa kdaj si boš najdla eno resno službo? Po čem je Kuba drugačna? Jaz mislim, da Kuba bolj paše na moj temperament. Jaz sem Kubo zelo rada, Kubo imam v srcu, obožujem, kot rečeno, Havano, predvsem, dobro, druge dele tudi, ampak najprej sem Slovenka. Jaz sem imela celo eno potnico, ki je rekla, da želi potovati z mano ravno zaradi tega, zaradi te moje zgodbe. Lepo pozdravljeni v podcastu Dolenjskega lista. Zanimiva gostja se nam danes obeta. Od nekdaj je želela delati na radiju in tudi je, kar nekaj let. Potem je na svoj novinarski seznam uvrstila vse medije. Poleg radija še televizijo, časopis in splet. Stala je na voditeljskem in igralskem odru, hodila po svetu, v domači hiši sprejemala turiste in z njimi potovala po Kubi. Z mano v studiu je Barbara Barbič. Barbara, dobrodošla. Hvala, Renata, hvala. Se bova tikali, poznava se vrsto let. Z veseljem, seveda. Bili sva celo sodelavki na Radiu Krka. Kako se spominjaš tistih časov? V resnici sva bili sodelavki, hkrati pa si bila ti moja šefica, ne? Moja prva šefica v resnici v življenju. Tistih časov se spominjam z velikim veseljem, to je bila moja prva služba, resnejša, hkrati pa služba, ki sem si je želela od malih nog. To je bila moja velika, večna želja od otroštva naprej, da bi delala na radijski postaji. Ja, lepa leta, nora leta, hkrati, a ne, veliko smo delali, ogromno smo delali, jaz sem se ogromno naučila, hkrati smo pa veliko se zabavali tudi, a ne, to so bila taka krasna leta. Zakaj te je radio tako privlačil? Kaj si videla v tem mediju? To je rahlo težko vprašanje. Ne znam ti odgovoriti, zakaj, kaj je bilo. Pri nas je bil radio vedno prižgan, mama je imela vedno Val 202, vedno sem si nekako želela teh pogovorov z zanimivimi ljudmi, želela sem si, ne vem, soustvarjati nek tak medij. Ne znam ti natančno odgovoriti, ampak ja, bila je moja želja to večna. Takrat, ko smo delali Radio Krka, ko smo dejansko začenjali tiste prve korake, sploh nismo razmišljali o tem, da moramo biti soboto, nedeljo prosti, da rabimo dopust. Ja, res je. Jaz sem celo od prvega dne, ko sem prišla, misleč, da se prihajam uvajati, in mi je rekel Sandi, a ne takratni pač lastnik in direktor radijske postaje, me je vprašal, ja, kaj pa delaš tle? In jaz sem rekla v strahu, ja, saj ste rekli, naj pridem, pa je rekel, ja, seveda, ampak pej v studio, priprav se, boš napoved imela. Kakšno napoved? Ja, in ste me vrgala, ne, v vodo. In od tistega dne, 3 leta naprej, sem jaz bila v resnici brez dopusta. Vzela sem si 1 teden, da sem šla na šolo retorike v Piran. Se pravi, je bil izobraževalni v resnici, a ne dopust. Sicer pa sem delala, ja, petke, svetke, zelo vesela sem bila vedno, kadar sem prebrala svoje ime na urniku, a ne, na vratih je visel. Veliko terminov sem delala, ogromno sem se naučila, ogromno. In mi ni žal za pravzaprav, a ne, tiste 3 leta delovna. Zelo sem bila mlada, ne, lahko bi šla, ne vem, po svet, žurat, ne vem kaj, ampak jaz sem se učila in delala. Hkrati, ja, in pridna in zanesljiva in že takrat se je vedelo, da bo iz Barbare nekaj ratalo, ne. Barbara, kasneje pa si okusila pravzaprav strast tega medijskega dela in urednikovanja tudi na drugih medijih, na televiziji, vaš kanal. Bila si na takratnem Radiu Max, pa na Studiu D, v redakciji Pop TV-ja
In preden si odšla na žurnal, si na Svetu oziroma na kanalu A delala tudi v oddaji Svet. Tam si bila v ekipi Bojana Travna. Kaj si se pravzaprav, kje si se največ naučila? Kaj so ti vsi ti mediji, različni mediji dali? Jaz sem bila v redakciji ne Popa, ampak kanala, Svet na kanalu A. Kje sem se največ naučila? Povsod. Ali je to bil nek Radio Max, ki je bil manjši medij, sem se naučila nekaj, gotovo. Jaz sem res, sem bila kot ena goba, se mi zdi zdaj, ko gledam nazaj. Učila sem se od starejših, ki so vedeli, Jaz se spomnim, Renata, mojih prvih dni na Radio Krka. Jaz nisem imela treme pred etrom, pred poslušalci, najverjetneje jih je bilo na tisoče, Takrat je bil Radio Krka izjemno, na začetku v resnici, ampak zelo popularen, zelo poslušan. Jaz sem imela tremo pred teboj in pred Sandijem, v resnici. Upam, da je danes nimaš. Ne, zdaj sva že dali nekaj čez. Jaz sem imela tremo pred tabo in pred njim zato, ker sem se bala, da če ne bom dovolj dobra, da ne bom smela delati. Tako da povsod sem se veliko naučila, pri Travnu, če ga ravno omenjaš, pa jaz Bojana Travna izjemno globoko spoštujem. On je izjemen raziskovalni novinar. Je bil zelo zahteven šef, zelo smo garali na tistem Svetu. Jaz sem prišla kot dnevna urednica, njegova desna roka v redakcijo ob 8 zjutraj in sem dan zaključila v režiji. Vsak dan, to je bila oddaja v živo, to so bile oddaje, kjer smo pozivali ministre k odstopu in podobno. Bojan Traven je enkrat rekel, samo beri, vse medije beri. Skratka, izjemno širok človek, izjemno dober novinar raziskovalni. Morda je imel, morda kot šef, morda je bil na momente prestrog, ni skoparil z besedami. Po drugi strani pa imel je tako mlado redakcijo na začetku, in to je bila redakcija, ki je pozivala ministre k odstopu, da mogoče na drug način niti ne bi uspel, ne vem. Ampak zelo v lepem spominu imam tisto obdobje njega. Če pa odgovorim še enkrat na vprašanje, mislim, da sem se posod nečesa naučila. No, posebna zgodba pa je tudi žurnal, kjer si bila dolga leta spletna urednica. Bila si celo med ustanovitelji prve novinarske zadruge, takratne Phoenix Media, če se ne motim. Tako je. Lastnica žurnala je bila in je še vedno zdaj avstrijska Styria. In avstrijska Styria se je v nekem trenutku odločila, da ukine svoje edicije v Sloveniji. Kar se tiče žurnala. Se pravi, žurnal je bil takrat časopis, tudi v fizični obliki, in pa portal, ker je predvsem časopis, je žurnal pahnil v rdeče številke, so se v nekem trenutku odločili zapreti vrata, zapreti delo, zapreti redakcije. 16 nas, kolegov, novinarjev in 2 človeka iz marketinga smo se odločili, da peljemo zgodbo naprej. Torej, ustanovili smo svoje podjetje Phoenix Media. Vsi smo pač nek vložek, nek začetni vložek smo vložili. Imeli smo isti odstotek lastništva in peljali zgodbo naprej. Uspešno. Ja, zelo uspešno. Zelo uspešno, celo tako uspešno, da smo prišli, takrat, ko so nas ugasnili, portal so ugasnili. Ko smo spet ga zagnali, mislim, da smo bili na 14. ali 13. nekaj takšnega mestu v Pomosu.
prišli smo pa zelo visoko, celo smo dihali za ovratnik drugemu. In zelo majhna redakcija, to je bil boj med Davidom in Goljatom, ampak ja, bili smo zelo uspešni. Zelo uspešni. Barbara, ko si postala mama, to so bili časi televizije, ne? Ja. Kako si kombinirala pravzaprav delo na televiziji, ki je in stresno in zahtevno in zahteva polnega človeka, in materinstvo? Ko sem jaz rodila, ko sem bila na porodniški, sem bila redno zaposlena v javni upravi, na sodišču. Ker takrat še ni bilo možno, takrat še niso bili SP-ji, novinarji, oziroma še ni bil status novinarja, ki sem ga potem lahko odprla. Tako da jaz sem na račun tega, da bi pač želela biti mama, pa imeti neko varnost, socialno, sem pač se odločila za ta korak. Hkrati sem sicer še vedno delala takrat na Studio D, ja. Potem pa, ko je bil Jakob zelo majčken, Jakob sin moj, sem se vrnila na televizijo. Res je, kot praviš, zelo zahtevno v resnici leta. Tako zaradi tega, ker je bil Jakob majhen, kot zaradi tega, kar od človeka zahteva televizija. Jaz sem pač z Jakobovim očetom sva šla narazen, tako da imela sva deljeno skrbništvo, tako da sem pač na ta način nekako pokombinirala. No, v času žurnala pa si kot novinarka doživela tudi korona obdobje. Ja. Za marsikaterega novinarja je bil pravzaprav tisti čas ena velika preizkušnja v razmišljanju, presojanju in tudi lahko nekakšna osebna cenzura. Kako si se soočala s takratno represijo družbe? Prvo, predvsem se je spremenil način dela, delo od doma. Čeprav jaz sem v resnici delala od doma že prej, kadar sem imela popoldanske termine, sem delala doma. Če so bili termini med vikendom, sem delala doma. Tako da zame osebno ta prehod niti ni bil tako stresen, sem se tega pravzaprav že navadila. Kar pa se tiče teh sit, kot praviš, ali pa neke osebne cenzure. Mi smo imeli v redakciji nek dogovor, mi poročamo. Mi smo poročali. Tako da nismo zavzemali stališč, nismo vlekli vode na ta ali drugi mlin, mi smo poročali. Kako pa si se soočala z menjavami teh različnih redakcij? Renata, jaz sem od nekdanjega svojega sodelavca, Edija Štrausa, enkrat dobila en niti ni bil očitek, morda opazka, da nisem stanovitna. Najverjetneje to deloma drži. Sem res nestanovitna morda, ampak bolj bi to pripisala tej želji spoznati novo, naučiti se novega. Na radiju sem se naučila, kar sem se imela za naučiti. Potem na televiziji sem se naučila, kar sem se imela za naučiti. Televizija, tako radio kot televizija, sta oba izjemno zasvoljiva, je to sploh beseda slovenska? Ne vem. Skratka, ne pa naša, ti zlezeta pod kožo in sta mi, ampak jaz sem si želela spoznati še več, ker se mi zdi, da to je dobro, tudi po tej plati, da človek v resnici ugotovi, kaj mu najbolj odgovarja oziroma leži. In ja, meni radio absolutno bo ostal neka... Torej si spoznala pri tem menjavanju redakcij, da ti pa radijsko delo najbolj odgovarja? Radijsko delo mi zelo odgovarja, mi je zelo blizu, mi je pa zelo blizu tudi portal. Zakaj? Na portalu dobi tisti, ki urednikuje, na sekundo osvežen podatek glede števila bralcev, koliko število bralcev bere trenutno nek določen prispevek. In ima svobodo, da lahko vpliva na to.
zdaj bodo rekli, a ne tisti, ki ne marajo raznih headlinov, ki pravijo, da so Moteči, ja. Da so moteči po tej plati, da so zavajajoči. Ni nujno, da je headline zavajajoč, a ne. Pri nas smo se držali pravila, da ne sme biti seveda zavajajoč, da moramo v prispevku povedati, na kar namiguje, a ne, ali pa kar obljublja ta headline. Ampak, če se zamenja fotografija, če se zamenja headline, se pravi naslov, a ne, ta na naslovni fotografiji, se to lahko vpliva. In če je nek novinar res pripravil izjemno dober prispevek in če ga ni po domače, a ne v tem novinarskem žargonu, če ga pes ni povohal, a ne, sem seveda lahko vplivala na to, da je večje število bralcev kliknilo, a ne, odprlo ta prispevek, tako da po tej plati me je zelo, a ne, jaz sem zelo tekmovalna, priznam. In sem tekmovala sama sabo v resnici, a ne. Včeraj sem imela ta rating, a ne, toliko bralcev, danes bomo to presegli, a ne, tako v tem smislu. Zelo mi je odgovarjano, tudi portal mi je odgovarjal. Kaj pa ti je v tej tvoji novinarski karieri predstavljalo nekje največji izziv? Največji izziv? V času mojega delovanja na svetu, a ne na kanalu A, takratnem, Travnovem svetu, a ne, to je bila neka druga oddaja, kot je danes. Ko je šel Traven na dopust, on je vedno hodil na dopust v Argentino, sem sama prevzela seveda oddajo in to so bili časi, ne vem, velikih protestov v Sloveniji. Takrat je, spomnim se obdobja, ko je protestiral javni sektor in to so neke, a ne, v ozadju zgodbe, ali bojo dali to izjavo, če ne bomo popravili izjavo od včeraj, potem oni ne bojo tega in tega naredili. Mislim, vedno je to neko kupčkanje, a ne, vedno je, ne vem, to mi je bilo kar velik izziv, ja. Si doživela na svetu, ker je pač ravno ta oddaja bila takšna, nacionalno gledana, ne? Kakšne pritiske, kakšna izsiljevanja? Ja. Ja. So to politiki bili, gospodarstveniki? Kdo se ponavadi poslužuje takih? Z obeh plati. Takrat smo mi odkrivali zelo veliko gospodarskega kriminala. Nikoli nisem bila na svetu deležna nobenih pritiskov strani uredništva ali lastnikov oziroma direktorja, ne, kakorkoli. To sem pa doživela v neki drugi redakciji, takrat, ko je bila afera Simono Dimic. Takrat sem dobila namig, da naj nekaj umaknem, ne. In sem se odločila. Kako si se soočala s takimi zahtevami in izsiljevanji? Seveda ni prijetno, a ne. To ni prijetno. Ampak jaz sem se odločila po svoji vesti in v skladu z novinarsko etiko. Barbara, kakšna pa so tvoja spoznanja glede novinarstva skozi vsa ta leta? Renata, ko sem se jaz odločila, da bom novinarka, jaz sem sprejela to odločitev ali pa gojila to željo, zato ker sem mislila, da bom potovala. Jaz nisem potovala zaradi novinarstva, ne. Oziroma Pirš me je poslal, meni se zdi, parkrat s tistim, a ne, z nekimi novinarskimi ekipami po svetu. Sicer pač nisem potovala zaradi tega razloga. Skratka, ko sem jaz začela delovati v tem poklicu, sem imela izjemno visoko spoštovanje do svojih starejših kolegov. Mislim pa, da danes v tem novinarskem svetu, kakršen je, izjemno drugačen, a ne, od takratnega, ne bi mogla isto reči, no. En podatek mogoče pri tem, jaz sem začela delati radio v času, ko še ni bilo interneta. A ne, to so take ogromne spremembe. To so preskoki, ja. To so taki preskoki. Jaz se spomnim, takrat je, a ne, nas je želel Pirš podučiti o spletu in isto ni imel pojma, ne, dajmo si roko na srce. Je rekel, lej, če se tale globusek vrti, vidiš, pa sva pa konektana. Sem rekla, konektana s kom?
Jaz nisem razumela tega interneta, on pa tudi ne, a ne? Ampak in pa sem ugotovila, pa lahko klepetam, a ne, Irc, takrat so neke glasbene želje ali kaj so javljali po tistem Ircu. Tako da to so res ogromni preskoki in žal opažam, da danes je pač lahko vsak novinar, ne glede na to, ali ima znanje, željo ali ne. Barbara, rekla si, delala si tudi na sodišču. Kaj si tam počela? Dobro, to je bila neka varnost zate v tistem obdobju, ampak kaj si delala na sodišču? To je bila predvsem socialna varnost za neko materinstvo, a ne. Jaz se spomnim moje mame, žal danes že pokojne, a ne, ko sem jaz začela delati na radiju, ona je vedno rekla, pa kdaj si boš najdla eno resno službo? Pa dej si eno, ona je mislila, da to se hecamo na radiju, ne, ker pač je, ne vem, radio, muzika, ne vem. To resno službo sem si skratka dobila zgolj zaradi tega in sem tudi pošteno povedala. Ne? In sem tudi potem pač po opravljeni porodniški sem še nekaj mesecev delala, potem pa več ne. Bila pa sem na kazenskem oddelku v administraciji in je bilo mogoče po tej plati zanimivo, ne? Neke kriminalne zgodbe. Drugač pa ne vidim se v tem, nisem se videla v tem, to je bil zgolj pač neko zavarovanje zase. Tako. Barbara, vse leta si bila nekako močno vpeta tudi v lokalno življenje v Dolenjskih Toplicah, kjer živiš, pogosto si vodila prireditve. Dolga leta pa si urejala tudi občinski časopis Vrelec. Mnogi še danes znajo povedati, da je bil to v tistem času zagotovo najboljši časopis daleč naokrog. Kaj ti je prinesla ta vpetost v domač kraj? Če še enkrat citiram Travan je vedno rekel, moraš biti vedno v redu v svojem domačem kraju, moraš dati nekaj sebe v domači kraj. Jaz sem si res tudi vedno želela dati. Jaz imam zelo rada Dolenjske Toplice. Jaz res rada živim v Dolenjskih Toplicah. Res pa ni najbolj enostavno vedno, a ne. Kaj sem želela? Želela sem dati svoje novinarsko znanje seveda v ta občinski časopis. Jaz sem se ga lotila. Koliko časa si ga ustvarjala? Sploh ne vem, to je pa tako težko vprašanje. Mislim, da sem imela 4 mandate ali pa 4,5, sploh se ne spomnim. Ne spomnim se v resnici. Dolgo število let sem ustvarjala ta medij in ta medij, občinski časopis, lotila sem se ga kot dejansko medija. Jaz sem delala zgodbe, intervjuje, sem hodila na seje občinskega sveta, sem poročala. Res pa je, roko na srce, zaradi tega sem bila trn v peti obema županoma Dolenjskih Toplic, ki sta se izmenjevala. Nisem želela pisati tako, kot da bi bile to neke županove novice. Ja, jaz sem želela, da je to časopis Topličanov. In Topličani vsi se ne strinjajo z vsem, kar pač na občini se sprejme. In želim to novinarsko znanje še enkrat, oziroma pristop novinarski, sem želela ponuditi tudi na tem Vrelcu. Ja. In tudi sem. Nisi pisala zaplankano, ampak si dejansko odstirala marsikakšna poglavja. Kaj pogrešaš oder? Oder v smislu igralski oder ali voditeljski? Kakorkoli. Ja. Pa si ga zdaj z novo kariero prirediš po svoje? Ja, včasih pa si res ga. Ker imam v resnici neko publiko, in tej publiki odsteram svoja dognanja, svoje izkušnje, svoje znanje pač o deželi, ki jim jo predstavljam. Včasih govorim, zadnjo skupino me je štopala, nisem vedela tega, vodnica, Kubanka. Kubanska vlada od mene zahteva, da ko menjamo province, ko gremo v druge province, da imam s seboj licenciranega kubanskega vodnika. Ona me je štopala, jaz sem govorila. Na teh daljših premikih jaz govorim. Govorim o političnem sistemu, o družbenem sistemu, govorim
o vsem možnem. Ne? In potem dam seveda možnost za vprašanje, vprašajte karkoli in vidim, da dajo največ vprašanj, a ne, kar se mene tiče na Kubi, kar se moje mame kubanske tiče, kar se te rumene stvari jih zanimajo. To jih najbolj zanima. Ja, ampak govorila sem 3 ure, Govorila sem 3 ure v eno. Tako da ja, to je na nek način tudi odara. Če so te poslušali, si bila očitno zanimiva, ne? Ja. Vedno pa si imela tudi nekakšne vzporedne dejavnosti, kjer si se prav tako predajala z vsem srcem. Med drugim si kot mlada mamica začela sodelovati v KUD Vesel teater. In tisto obdobje je bila, kot si mi rekla, izjemna izkušnja, ki pa je sčasoma prerasla v neko veliko obveznost. Ja, res je. To so bili res krasni časi. Takrat je bil KUD Vesel teater, pač začeli smo, postavili smo prvo celovečerno komedijo Bosa v parku. Imeli smo vaje v kulturnem domu v Podhosti, pozimi je bilo mrzlo, poletje je bilo vroče. Mi smo delali, mi smo res garali, mi smo postavili izjemno dobro ljubiteljsko gledališče predstavo. Gostovali smo po celi Sloveniji, povsod so nas res lepo sprejeli, krasen odziv smo imeli. Ampak ja, sčasoma potem smo se lotili naslednje predstave in so rasli apetiti in tudi želje, da bi se bolj dokazali, da bi na tem srečanju, Linhartovem srečanju gledaliških skupin bili bolje ocenjeni. Zelo smo bili zahtevni do sebe. Pri nas je bil predsednik Sandi Bradač, režiral je moj bratranc ta prvo predstavo. To smo bili res prav ljubitelji, nismo imeli nobenih polprofesionalnih ali profesionalnih režiserjev. Ampak ja, ker so tako apetiti rasli, so rasle tudi obveznosti. In na začetku je bil ta KUD Vesel teater za mene en filter, ena sprostitev. Res so bili včasih momenti zelo stresni, v službi, in to je krasno, sem se sprostila v tej družbi krasnih ljudi. Res smo nekaj lepega delali, potem je pa to preraslo v neko obvezo in pač ni bilo možno več početi obojega. Ja, in ena takšnih tvojih vzporednih kariernih zgodb je tudi Poldka. V Dolenjskih Toplicah, kjer živiš, si preuredila del rojstne hiše in zdaj lepo oddajaš sobe. Preden si stopila na ta zahteven trg, si se lotila prenove in moram povedati, da so tvoje sobe res posebne, lično urejene. Na stenah si namreč pustila res tiste prave sledi preteklosti, ki o samem prostoru veliko povedo. Tudi ti te sledi nekako nosiš v sebi, še zlasti pa svojo prababico Leopoldino, po kateri si poimenovala ta tvoj mali hotelček. Kako to, da si nadaljevala to mamino tradicijo? Ja, to je tradicija v resnici že Leopoldine. Že Leopoldina, torej Poldka, Lea so je eni rekli. Poldka torej ona je bila moja prababica. Skupaj z možem je naredila glavni del hiše in potem so jo, vsaka generacija je nekaj razširila. Izjemno spoštujem svoje korenine, izjemno spoštujem vse te zgodbe svoje preteklosti. Jaz mislim, da nas pravzaprav naša preteklost, naši predniki do neke mere definirajo. Zelo spoštujem. Poimenovala sem torej to dejavnost sobe Poldka v znak spoštovanja svoji prababici. Medtem ko mama me je pa pravzaprav vsega naučila. Moja mama je imela v enem obdobju penzion v tej Poldki, večji, kot ga imam jaz, ker pač nek del smo potem preuredili v stanovanje. Skratka, imela je 8 sob in kuhala oziroma pač ponudila svojim gostom 3 obroke in seveda v delo vpela tako mene kot mojega brata in ostali otroci topliški so hodili na bazen, midva sva pa imela delo. In nič narobe, sva se naučila dela.
dobro, nič narobe. Oba sva rahlo, oziroma ne rahlo, sva precej velika deloholika, kar ni vedno v redu, a ne? Ampak jaz imam izjemno lepe zgodbe, izjemno lepe spomine na tisto svoje otroštvo, ker sem bila tudi jezna velikrat, a ne, ker so šli otroci drugi na bazen, jaz pa sem mogla rože zaliti, pa ne vem, en kup enih pač teh dejavnosti, zadolžil, ki mi jih je dala mama, ampak moja mama je bila ena taka, ljudje so se vračali, jaz mislim, da zaradi mame. Ona je bila ena duša, ki je bila vedno nasmejana, zmeri se kaj pohecala, in jaz sem želela, da bi to njeno, kot praviš, njeno tradicijo nadaljevala. In mislim, da mi to kar dobro uspeva, no? glede na feedback, ki ga imam od svojih gostov. Ko si prej razlagala, kakšna je bila tvoja mama, mame nisem poznala, poznam pa tebe, ne? In vem, kako si vpeta v to Poltkino zgodbo, kot bi govorila o sebi. Sama si prav tako posvečena gostom, kolikor se le da. Pomagaš ne samo za denar, ne, ampak jim pomagaš tudi tam, kjer lahko pokažeš, kakšen človek si. Nastalo je kopica zgodb, kar nekaj si jih tudi objavljala na družbenih omrežjih. Morda kakšna zanimiva? Ogromno jih je. Odkot vse prihajajo k tebi gostje? Večinoma so tujci, več kot 90% je tujcev. Veliko je tudi teh tako imenovanih tranzitnih gostov, a ne, ki pridejo iz severnoevropskih držav, skandinavskih držav in se ustavijo samo na poti do Hrvaškega morja. Ne. Kakšni se odločijo podaljšati svoje bivanje, a ne. Toplice so lepe. Kočevski Rog je magičen, a ne, kakšni pa pridejo tudi že, a ne, vse več je takih, ki pridejo v Dolenjske Toplice zaradi Dolenjskih Toplic, zaradi Kočevskega Roga, ali pa v Slovenijo zaradi Slovenije in potujejo potem po Sloveniji. Teh sem najbolj seveda vesela, ne, in tem najbolj rada pomagam. Drugače pa kakšna zgodba, zelo se spomnim, zelo v velikem spominu, velikih je, zdaj se mi prikazujejo. Kaj pa z opazovanjem medvedov? Ja, ravno to zgodbo sem želela povedati. To je bila pa ena francoska družina. Ta Francoz je imel večno željo videti medveda. In ta gospa je našla to ponudbo, ena slovenska agencija ponuja torej to izkušnjo, a ne, opazovanja medvedov, v gostih pelje Logar, mislim, da je Logar, celo izkušnjo naredijo, vse s kosilom, a ne. Ona je to naredila njemu za presenečenje. On ni vedel, da gre za rojstni dan, da gre zdaj pa v gost in da bo v okviru medveda. Ja, da bo srečal medveda. In je srečal medveda. In potem, ko so oni prišli nazaj, to ni bilo konca govora, kaj so doživeli, kako so videli, mama s 3 mladički prišla. Videe so mi kazali. To so, a ne, to je tako, jaz si želim, da bi imeli občutek, da pridejo k prijateljem. To je moj cilj. Povej mi, se vračajo tvoji gostje k tebi? Ja, se. Kakšne odnose ustvarjaš? Želim si doseči to, kar sta dosegla moja starša, da so dejansko hodili leta in leta, da so rezervirali to poletje za prihodnje poletje, da so se spletle prijateljske vezi med njimi. Tega si želim. Želim si eno tako človeško, a ne, eno tako človeško toplino ponuditi tudi. Kaj pa, ko si začela, Barbara? Te je bilo kaj strah? Ne, niti malo. Glede Poltke me ni bilo niti malo strah. Prej si rekla, da sem prenovila sobe, v resnici je prenovil sobe že moj oče. Res je pa, da sem jaz dala ta touch, bi rekla. Ne? Prenovila sem pohištvo, to je res, kopalnice, to je že on uredil, in te stene, a ne, te Poltkine stene, to sem uredila. Ampak dala si svoje sredine. Dala sem sebe. Strah me ni bilo niti malo. Ampak res niti malo. Je pa res, da je imel pomislek moj oče in ni bil za to.
ni bil za to, da odprem. Mislim, da on ni verjel, da bom lahko uspešno peljala tako svojo službo kot to Poltko. Poltka je namreč odprta od maja do septembra, a ne more mi dati kruha vse leto, tako da morda je oče pač podvomil v to. Kako pa danes razmišlja? Ja, zdaj pa zelo rada ga gledam. Moj oče je izjemen, moj oče je enciklopedija živa. On ogromno ve, on je ogromno bere in on se zelo rad pogovarja s temi gosti. In to uživajo, včasih jih vidim, a ne sedijo in se pogovarja, on jim razlaga o Kočevskem rogu, o tej naravi, o zgodovini Toplic, ogromno in radi ga poslušajo, rad klepeta, kot hčerka. Še nekaj je, kar te je skozi življenje zaznamovalo. To so potovanja, s katerimi pa si želela v mlajših letih nekako okužiti tudi svojega Jakoba, sina. Danes je že odrasel, diplomiral strojništvo, je študent na magisteriju strojništva. Ti je uspelo okužiti Jakoba? Ja, mi je. S tem, da sem v enem momentu mislila, da pa sem pa ga pocvrnala, a ne. Bil je še zelo majhen, ne vem zdaj, koliko je bil star, 10 let, mislim, ko sva šla na Šrilanko. Šrilanka je bila takrat leto dni po vojni, šla sva za mesec dni. Jaz sem seveda najprej naredila en obsežen research, ali je varno ali ni varno. Varno je bilo tam, oni so imeli državljansko vojno, ne, s tamilskimi tigri, to je na severu države, predvsem, ne, tamilski tigri so na Džafni, tako da jaz sem ustrezno priredila seveda ruto. Malo morja, malo plaže, malo odkrivanja notranjosti, pa spet malo plaže, pa ne vem, nasadi čaja, ne, Šrilanka, Ceylona, ne, to je šampanja čaja. Nisem pa vedela takrat v času potovanja nekaj, kar me je potem zelo, zelo zaskrbelo, ko sem prišla nazaj. V enem momentu mi je Jakob namreč povedal, da ga je bilo strah. In to je pa, a ne, da je otroka strah v tujini, pa da ne pove tega. To je grozno. Česa se je pravzaprav bal? Jaz nisem vedela, česa se je bal in sem vrtala. V resnici je bila slabša infrastruktura, a ne, se je še poznalo. To je bila ena stvar, druga stvar je bila pa ta, da so naju fotografirali domačini. Tisti, ki so imeli telefone, a ne. Namreč, Jakob je svatu. Jakob je bil kot majhen deček še svetlejši. Jaz sem tudi bolj svetla, ne. In najverjetneje zaradi tega, mogoče tudi ni bilo tako navadno, da pride mama s tako majhnim otrokom sama potovati, ne vem. V glavnem fotografirali so naju in mu s tem da pojasniva, ne, vidva nista šla z agencijo, ne? Ne, midva sva potovala sama, seveda. Jaz sem vedno potovala sama. Jaz nikoli nisem nikamor potovala z agencijo. Potem sem pa agencijo odprla. V glavnem, ja, in potem sem se pogovorila in sem jaz rekla, Jakob, lej, stvar je ta, kad ti mi moraš kot prvo povedati, to je zelo pomembno, da se ve, jaz moram vedeti, kako se počutiš, kar ne. V glavnem, rekla sem mu, zdaj pa ti izberi, kam greva na naslednjo destinacijo. In je zbral Barcelono. Tako da sem šla potem v Barcelono. No, tudi Kambodža in Vietnam sta ti nekako zlezla pod kožo, ampak tako kot Kuba pa zagotovo ne. O Kubi si že prej nekaj besed povedala. V čem je Kuba drugačna? Jaz sem kar nekaj azijskih držav, jaz sem prepotovala nekaj afriških, Evropo. Po čem je Kuba drugačna? Jaz mislim, da Kuba bolj paše na moj temperament. Tako si nekako razlagam. Ali pa je nekaj, kar si jaz ne znam razložiti, ne vem. Ampak ko sem jaz prišla prvič na Kubo, potovala sem s prijateljico Rozi, to je bilo tudi prvič, že sem nekam šla z neko prijateljico, ker veliko sem potovala sama ali z otrokom. Jaz sem vedela, že prvi sprehod, ko smo se sprehodili po Paseo de Prado, to je sprehajalna pot od Parque Central do morja v Havani, jaz sem vedela, da bom tle prišla nazaj. Jaz nikoli prej se nisem vračala na isto destinacijo dvakrat, razen če ni bilo nekaj v povezavi s službo ali kakorkoli.
tle pa sem vedela že prvi dan, da bom prišla nazaj. Torej, zdaj ni več časa za druge države. Ne. Vsi ga bo treba vzeti, ampak ne. Ni. Kolikokrat pa si šla sama na Kubo, preden si se odločila, da odpreš agencijo? Ne vem. Res ne vem. Velikokrat, a ne. Velikokrat sem se vsako leto ali pa vsakih nekaj, tudi kakšno leto po 2-krat sem se vrnila, ostala vsaj mesec dni. To sem si k sreči lahko prilagajala, a ne, s takratnim delom na žurnalu. Jaz sem pač delala vikende, da sem si poleg dopusta odmerjenega lahko, a ne, privoščila še koristila pravzaprav te vikend dneve. Ne vem kolikokrat. Skratka, naučila sem se jezika, plesala sem salso, odkrivala sem to njihovo družbo, spletla ogromno res tesnih prijateljstev, da sem se potem na neki točki odločila, zdaj pa čas. Ja, Barbara, ampak iti spet nekam, ne? Na negotovo na vse zadnje. Pri tvojih letih nisi na vse zadnje več mlada, da bi gradila kariero. To pa spet ni tako enostavno. Odprla si agencijo Kuba Mi. Kuba Me. In zdaj z njo dobesedno navdušuješ vso Slovenijo in celotno Kubo. Ja, jaz sem rosno mlada, mi dve sva rosno mladi, ne o tem, da nisva mladi. Res je bil to kar zalogaj. S tem, da Renata, jaz sem imela celo eno potnico, ki je rekla, da želi potovati z mano ravno zaradi tega, zaradi te moje zgodbe, a ne? Zaradi ona je to imenovala predrzne odločitve, da to naredim, a ne, pri teh rosnih, a ne, letih. Res je, ni bilo mogoče najbolj, ne bom rekla, da ni bila enostavna odločitev. Ali pa bom tako rekla, dozorela je. Mi smo najprej šli s prvo skupino, jaz sem že odprla agencijo, mene so v resnici začeli k temu nagovarjati ljudje sami. A ne, najprej prijatelji. A ni za to idejo kriv koktejl Kuba Libre? Ja, lahko tudi rečemo temu, do neke mere sigurno. Namreč v Dolenjskih Toplicah sem v enem momentu pripravila predstavitev Kube, predavanje, zelo posebno predavanje. Med tem predavanjem smo imeli vklop, a ne, v Havano, sta se Jisi pa Denis nam javila s sliko in zvokom. Jaz sem ogromno enih stvari povedala, imeli smo na koncu, res je, mešanje koktejlov, oziroma to so prevzeli Jakob in njegovi prijatelji. Jaz sem potem pripravila še eno kratko delavnico salse, tako da smo imeli en krasen kubanski večer v kulturno-kongresnem centru. O katerem se je po Toplicah govorilo še nekaj časa. Ker so fantje zelo krepke Kuba Libre namešali. Ampak ja, takrat so me zelo resno so me začeli nagovarjati ljudje, najprej moji prijatelji, pa pejmo, pa bi šli, a ne, videli so nekako, da Kubo obvladam. Ne samo, da jo obvladam, kako bi rekla, vem, kam je treba peljati, kaj je zanimivo, da znam jezik, da se znam, a ne, obrniti, bi rekla, ampak in vse zadnje, da imaš neko podporno osebje tam, ne? Tako, tudi, ampak ne vse to, a ne, to imajo vse agencije lahko, jaz imam srce tam, ga imam. Kmalu boš imela obletnico, ne? Tik pred odhodom je namreč že 10. skupina tvoje agencije. Ja. Čeprav imaš agencijo komaj 2 leti, ne? Dobre 2 leti, ja. Kakšne izkušnje si med potjo nabrala? Tako kot bi bile zgodbe Poldke za knjigo v nadaljevanjih, zgodbe Kube bi bile pa, ne vem, v nekaj, to bi bila pa lahko telenovela, mimogrede Kubanci vsi gledajo telenovele, a ne, ta Kuba me bi bila in moja zgodba bi bila tudi lahko za telenovelo. Ogromno zgodb, ogromno navdihujočih zgodb, solze so tekle,
in od smeha, in od neke, ne dotaknejo se te zgodbe, teh ljudi. Ogromno lepih trenutkov, norih trenutkov, ko so me prosili, ne, Barbara, zdaj smo imeli oktobra čikas, smo rekli, Kuba me čikas, to so bile tele Dolenke, 16 žensk. Barbara, sem še pol ure, ne bi šle še domov, sem še pol ure, smo bile v Fabrika de Arte, to je en izjemno zanimiv prostor, art, umetno zabava na enem prostoru. Skratka, ogromno res lepih zgodb. Tako da je tudi odziv teh ljudi, ko pridejo domov. Renata, jaz dobim včasih sporočila ljudi, zelo sem ganjena, ko se spomnim na to. Jaz dobim sporočila v smislu, hvala ti, en potnik, naš Novomeščan, je spremenil svoje življenje, korenito in službo, psa nabavil, ne vem, on mi vsake toliko časa piše in se mi zahvali, prinese škatle zdravil, ki jih potem jaz odnesem naprej na Kubo. Skratka, ne želim si, da, tako kot si v Poljski ne želim, da bi bila to nek turizem, ne želim si niti, da bi bila Kuba nek turizem, ampak da bi se moji potniki počutili, kot da potujejo s prijatelji k prijateljem. To je nekako vodilo. Povej mi, nekomu, ki razmišlja, kam bi šel na dopust, zakaj naj bi izbral Kubo? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Zakaj na Kubo? Kuba zginja, to poslušamo že, mislim, da je 20 let. Kuba nič ne zginja, otok Kuba bo še vedno tam. Je pa vprašanje, kakšna bo ta Kuba. Še vedno bo najti avtentično Kubo, to je dejstvo. Ne bo pa več tega zagotovo, kar je zdaj še nekako za videti, pa ne bo dolgo. Sploh zdaj glede na tele, za ta zakulisja, ki se dogajajo, ali bo tam se spet zakuhala kakšna shod-zahod. Ravno na Kubi, mislim, Kuba je pomenila jeziček na tehnici hladne vojne, da se bo spet zdaj tam, ne vem. V glavnem, zakaj na Kubo? Kuba ima Kubo, ki jo predstavljamo mi. To je en skupek vsega, in teh stvari, ki jih turist mora videti na Kubi, do teh mojih zgodb, do teh mojih ljudi, in to se res spletejo ene izjemno čudovite zgodbe. Kuba ni samo sonce in ples, je še veliko več. Ja. Kuba je tako večplastna dežela, država, da lahko, asanterija, o santeriji, to je afrokubanska religija, o kateri se zelo malo ve. Mi tudi o tem govorimo, ker se mi zdi noro, da nekdo potuje po Kubi, pa da nič o tem ne ve, ker to je zelo vpeto v kubansko družbo. Ogromno je enih stvari, političnih seveda, ki so od zunaj popolnoma drugače doumljene, bi rekla razumljene, kot pa na Kubi. Ogromno enih klišejev je, ki sploh ne držijo. Kuba je drug planet, jaz pravim, velikrat. Zaradi ljudi, predvsem pa zaradi ljudi. No in očitno vse to te ves čas vleče. Tam imaš tudi svojo ekipo, srčnega izbranca Rusnjela, svojo drugo mamo Milagros. Imaš prijatelje, sodelavce, ki ti pomagajo pri organizaciji potepov po Kubi. Kako jih doživljaš? In seveda, Barbara, kako oni doživljajo tebe? Kako oni doživljajo mene, ne vem. Vem le, da mi pravijo Juma Kubana. Juma je beseda za tujca. Jaz sem torej tujka, ampak sem tudi Kubanka hkrati. Jaz sem že zelo vpeta v njihovo. Mene ne morejo kar tako žejno čez vodo pripeljati, tile, s katerimi delam, ker pač to je biznis na koncu, kar se mi gremo. Jaz plačam neko storitev in želim, da je ta storitev opravljena. To je ena plat. Druga plat so te prijateljstva, te vezi, ki jih imam jaz. Jaz njih doživljam. Veš, Renata, Kuba je dežela tretjega sveta. Jaz sem Juma.
iz razvitega sveta. Za njih je Slovenija izjemno bogata država, ne, seveda, če primerjamo. In seveda je v velikih teh odnosih lahko tudi plev, ne, je treba ločiti zrna od plevela. Ja. In tudi sama sem imela, lahko odprto povem, slabe izkušnje, bridke izkušnje. Teh ljudi ni več v mojem ozkem krogu, nekaterih sploh več ni, niti ne želim imeti opravka z njimi, ker so pač bili razni poskusi. Ne. Jaz sem pa res že veliko pač stvari poznam, ne, da se ne pustim. Oni, nekateri, zdaj tudi vprašanje, kako me kateri doživljajo. Tisti, ki jim enkrat na vsake kvatre prinesem pomoč, me gledajo kot dobra vila, no, mi rečejo. Ne. Posebna zgodba je tudi s to tvojo drugo mamo, Milagros. Ja. Kako sta pravzaprav navezali tako srčen odnos? Milagros je hkrati tašča moje zelo trsne prijateljice Sandre, ki je tudi v Kubame ekipi. V času pandemije sem šla na Kubo, ne glede na te ovire, ki so bile, a ne. Takrat ni bilo praktično nobenih turistov na Kubi. Kuba je bila v izjemni stiski, ni bilo zdravil, ni bilo ničesar. In jaz sem prinesla zdravila. Ne. In jaz sem prinesla Milagros za njen okoliš eno res ogromno vrečo zdravil. Jaz sem ji povedala, kdo sem, ona me je takrat prvič videla, ne. Kdo sem, kaj sem prenesla, da želim, da to pač razdelim med svoje sosede, med svoje ljudi. In še preden sem jaz povedala vse do konca, je začela jokati, zelo je čustvena, zelo je hvaležna. Obdržali sva stik, pogovarjali sva se na Messengerju, na Facebooku uporablja Milagros. Koliko je stara? Skoraj 70, 68. In potem v nekem trenutku je beseda nanesla na mojo mamo, na mojo mamo, ki je žal, kot sem omenila, več ni. Boža 33 let si bila stara, ne, ko je umrla. Ja, res je. Pogrešam jo še vedno. Jo čutiš v Poljski? Ja. Čutim jo doma. Jaz živim torej v tej družinski hiši, čutim jo. In torej jaz sem o tem razlagala Milagros, povedala sem, da mi manjka mama, in je rekla, jaz bi rada bila, če seveda dovoliš, tvoja mama, dealma, ne, tvoja dušna mama. In smo potem naredili nek obred in me je torej posvojila. In imava res zelo tesen in zelo lep odnos. Omenila si prostovoljstvo. Ta tvoja dejavnost izvira še iz osnovne šole, ko si delovala na Rdečem križu, skrbela za kakšno ostarelo gospo, ji olajšala življenje. Nekako si kasneje potem delovala tudi učila si plesa, ne, otroke s posebnimi potrebami. In pa delovala kot prostovoljka na DRPD-ju z begunci. Ko greš na Kubo, bi človek, ki bi te srečal na letališču, mislil, da si neka zvezdnica, ker imaš polno prtljage, kovčkov, ampak v teh kovčkih in prtljagi običajno niso osebne stvari, ampak pomoč za tvoje Kubance. Ja. Koliko te pomoči si pravzaprav že znesla na Kubo? Ocenjujem, torej, da bi povedala natančno številko, je težko, ker zdaj namreč odkar vodim skupine, prosim vedno moje potnike, če mi lahko pač del svoje prtljage odmerijo za to humanitarno pomoč. Vedno rečejo, vedno mi naredijo to uslugo, in pošljam potem še paketke v njihovi prtljagi, ampak ocenjujem, da je zdaj počasi bomo prišli do 2 ton. Kaj vse jim nosiš tja? Pretežno zdravila, sanitetni material,
hrano tudi, pretežno te stvari. No. In kdo ti pri tem pomaga? Oprosti, nosila sem tudi zobne paste. To v enem obdobju ni bilo nič tega za dobiti, ne zobne paste, ne milne, ne nobenih tablet, nobenih povojev. To so povoje, Sandra, ki je Slovenka, moja prijateljica, ne, je prala povoje, ki je pač njen mož Kubanca ne je potreboval. Pomagajo mi ljudje, pomagajo mi dobri ljudje. Jaz imam ogromno dobrih ljudi okrog sebe, jaz imam tudi take dobre ljudi okrog sebe, ki jih sploh ne poznam osebno in mi pošiljajo to pomoč. Jaz na Facebooku, sploh na teh omrežjih ne prosim, ampak sami začutijo. Prosila sem Ti objavljaš pravzaprav, Barbara, zgodbe. Ja. In te zgodbe so tiste, ki vlečajo ljudi, ki jim nekako dajo vedeti, kaj ta pomoč tem ljudem tam na Kubi pomeni. Ogromno. Ogromno. V resnici ne bom nič pretiravala, če bom rekla, da rešimo kakšno življenje. Dobesedno. Malo prej sva govorili o tvoji mami, obe sva postali čustveni, ker mimogrede bili sta prijateljici, ne, sošolki pravzaprav tvoja in moja mami, ne? Ja. Obe pogrešava vsaka svojo. Povej pa mi, kakšen imaš ti odnos z očetom? Moj oče je žal obnemogel fizično, a ne v fizičnem smislu, medtem ko še vedno izjemno veliko bere, rešuje križanke, se vidi, da peša, je pač v letih. Moj oče je bil vedno strog, mama je bila popustljiva, oče je bil strog. Je pa, mislim, da obema, a ne z bratom, nama je vcepil spoštovanje do dela kot takega. Izjemno visoko etičen človek je, izjemno rad je se mi, ali pa ne vem, ali je rad, pač to vse, a ne, je prenesel na naju. Kakšen odnos imam z njim zdaj? Jaz sem še vedno njegova hči. Kako prenaša te tvoje odhode na Kubo? Ja, glede na to, da živim v isti hiši kot on, a ne, in da je že, kot rečeno, fizično precej obnemogel, bi rekla, da mu ni najbolj enostavno, ampak vedno požegna, a ne, bi rekla. Imam ta blagoslov, da grem. Rada bi povedala to, no, da opazujem, a ne, kaj si rekla, kakšen odnos imam z njim. Jaz sem hči in še vedno sem tista, ki lahko zažuga, a ne. Medtem ko vnukinji svoji, moji nečakini in mojemu sinu, a ne, vnuku, oni imajo drugačen odnos, a ne. Včasih rečem, kdo si ti, a ne, tako, kakšne besede so to popustljive, Jakobu in Naji, ne. Tega pri Naju z mojim bratom, z Rokom, ni bilo, a ne. Drugače pa jaz zelo spoštujem mojega očeta. Zanimivo je verjetno staršu, predvsem mami, opazovati svojega očeta, kako kakšna mehka duša postane v pogovoru s svojim vnukom, vnukinjo. Ja. Je drugačen, ne? Ja, absolutno je drugačen. Absolutno so to drugi odnosi. Pa si že uspela prepričati Jakoba, da doživi Kubo po mamino? Jakob je imel na začetku, se mi zdi, rahle težavice, a ne, bil mogoče malo ljubosumen do te moje zgodbe s Kubo in s temi vsemi vezmi. Predvsem zaradi časa, ki si ga namenjala verjetno Kubi, ne? Morda. Ja, se je že omehčal, so se že s prijatelji začeli pogovarjati, da pa mogoče pa nastopi trenutek, da gredo. Jaz v resnici komaj čakam, da nastopi ta trenutek, ne, da bom lahko uštimala potovanje za Jakoba in prijatelje. No, Barbara, v studio si prinesla tudi 3 predmete. Zanimivo, kaj si izbrala. Daj malo povej. Ja, rekla si, prinese en predmet. Sem rekla, kako, ne, to imam pa težavo. Dobro si rekla, prinese 2.
Torej, tole je konjska podkov, a ne, to se vidi, da je prava, da ni, a ne, tista, ki se kupuje v turističnih. In že kar nekaj stara, ne? Že kar nekaj stara. Tole konjsko podkov sem jaz našla v Vinjalesu na Kubi med svojim prvim potovanjem, ko sem šla tam jahat konja, ki me je skoraj vrgel svojega hrbta, v glavnem cela zgodba s tem konjem. Ampak v glavnem med tem sem zgubila očala, sončna. In ker takrat na Kubi ni bilo za dobiti pa res nič, sem se odločila, da grem nazaj po tej poti peš, pa da najdem te očala. Našla sem očala, neverjetno, ampak našla sem očala in našla sem tudi tole konjsko podkov, ki sem jo vzela s seboj, a ne, pravi seveda stara vraža, a ne, da konjska podkov prinese srečo, in jaz sem si rekla, ko sem jo pobrala, tale konjska podkov bo meni prinesla srečo. In jaz sem vedno govorila, že od svoje prve poti, moja želja je, a ne, moja želja Kuba, moja želja na Kubi je to pa to. Moja ni še načrt, sem vedno poudarila, ni še načrt, ampak a ne, pravijo, pazi, česa si želiš, ker lahko se ti pa res uresniči. In jaz sem zdaj res skoraj 5 mesecev na leto na Kubi, peljem neke zgodbe, ki so lepe, ki so pozitivne in morda pa, a ne, prinesla ta srečo. Ta podkov ostaja v Sloveniji? Ja, ta podkov ostaja v Sloveniji, ja. Je v mojem stanovanju v Sloveniji, v Toplicah. Drugi predmet je tudi povezan s potovanji Šrilanko, ki si jo omenila, ampak ta predmet me zelo, zelo spominja na Jakoba. Ne? Jakob je moj sin, ki ima zelo pomembno vlogo seveda v mojem življenju. Moj edini sin je, zelo sem jaz navezana na njega, on je zdaj name malo manj normalno. Ne slišva se tudi po cel teden, ali pa tudi po 2, zdaj je pač študiral na Portugalskem, a ne, Erasmus. Danes prihaja na Erasmus izmenjavi. V glavnem tole stvarco sem mu jaz kupila na Šrilanki, izbral si jo je. Zelo mu je bila, Jakob je, a ne. Kaj je to, Barbara? Ja, vedno je rad imel neke trike, a ne, ali pa neke gadžete, neke pogruntavščine. In je rekel, sem nekaj, Jakob, zber si eno stvar, ko sva prišla, bova te spominke pa to kupovala na koncu, da ne vlečeva tega s seboj, a ne. In je rekel, tole sem si izbral, okay, kaj pa je to? In je rekel, daj prst. Pa potegam ven. Vidiš. Ja, ena kača. Takrat je imel fascinacijo nad kačami. No. Tako da tole ja, me spominja na potovanje in na mojega Jakoba. Prinesla sem pa še en predmet, si rekla enega, sem prinesla, si mi potem dovolila 2, prinesla sem 3, tole sem prinesla pa zate. Kaj je to, svečnik? To je kipec ženske iz Kube. Iz Kube. Ja. Upam, da nekoč. Naj te spominja name, naj te spominja na te ženske energije, naj te spominja na to, da tudi včasih, kadar so neka razhajanja v življenju, da se najdejo spet poti tudi nazaj. Krasno. Barbara, kakšna si, ko prideš na Kubo? Na Kubi sem si všeč. V čem si drugačna? V tem, da sem lahko, ne vem, saj sem doma tudi lahko, no, doma sem tudi lahko. Na Kubi meni pa še ta vibrantnost te Kube. Jaz obožujem Havano. Havana je trenutno v zelo, zelo slabem stanju. Še vedno seveda s to izjemno bogato kolonialno arhitekturo. Obožujem arhitekturo v Havani, obožujem jo, res. V slabem stanju zato, ker se v kakšnih predelih se vidi ta revščina. Jaz se obožujem kljub temu, ker ima to vibrantnost, ker ljudje kljub temu, a ne, se ljudje delamo turizem. A se spomniš slogana leta nazaj, a veš, una cestica, pa ljudje smo turizem, a ne, je bil slogan, ljudje smo turizem. In Kubanci so najmočnejši adut kubanskega turizma, niso plaže, niso salsa, ne vem, so ljudje. Imaš pa na Kubi tudi svojo ljubezen, pravzaprav daleč od oči, a vselej v srcu. To je tvoj prijatelj, Kubanec. Partner, Rusniel. Kako se soočaš s tem, da nista ves čas skupaj?
Ja, to seveda ni enostavno, a ne. Jaz upam, da nekega dne bova lahko tudi skupaj potovala v Slovenijo pa nazaj na Kubo. Je že bil v Ne, Sloveniji? ni bil še, to je treba seveda postopek vize. Jaz sem želela, da nekaj časa najin odnos raste, a ne, da prideva do neke točke, da sem jaz lahko sigurna. Veš, on je latino, ne, on je latinos, to je drama. To je drama. In ni vedno lahko. Kakšni ljubimci so, kakšni partnerji so Kubanci? Kubanci so latinosi, še enkrat. Ne? To je drama. Ampak to je tudi ta pozornost. Tam je Kuba je družba mačista. Ne? Tam je šovinizem. Po drugi strani je pa doma mama kraljica, ne sporna, ali pa žena. A ne? In ja, razvajajo, a ne? Vedno opazujejo naši potniki najin odnos, ker Rusniel mi pomaga seveda z agencijo, a ne, na Kubi. On, recimo, ko se odprejo vrata avtobusa, s katerimi, a ne, se pač premikamo, Rusniel pohiti iz avtobusa in vsem potnicam ponudi roko, a ne, da lažje se stopijo z avtobusa. Taki so Kubanci. A ne. In jaz potem poučujem, a ne, te naše potnike, odneste tole domov, ker v resnici, Renata, a ne, ta feminizem, ki se je, a ne, mene zanimivo, v Dolenjskih Toplicah veliko ljudi dojema kot feministko. Jaz nisem feministka, jaz si ne želim biti feministka. Jaz ne verjamem v feminizem, jaz verjamem v enakopravnost. Ne enakost, ker nismo enaki in ne moramo biti, v enakopravnost. A ne. In jaz sem ženska in si želim, da mi odpre ta vrata, oziroma odmakne stol ali mi pomaga, ko grem z avtobusa dol. Ja, želim si in uživam v tem, v resnici. Ga pogrešaš? Ja, ga pogrešam, seveda fizično, ampak midva sva na vezi, a ne, zdaj pač je internet na Kubi, ni več nobena redkost, a ne, on ima normalno telefon, midva sva povezana vsak dan, govoriva najmanj 1 uro, a ne, tako da sva povezana v resnici. Skoraj govorite več kot običajni zakonci, kaj? Ja, res je. Ja. Pa razmišljaš, da bi kdaj zavedno ostala na Kubi? Ne. Jaz sem Kubo zelo rada, Kubo imam v srcu, obožujem, kot rečeno, Havano, predvsem, dobro, druge dele tudi, ampak najprej sem Slovenka in zelo imam rada Slovenijo, zelo sem ponosna na Slovenijo, recitiram Prešernovo Zdravljico v španščini, a ne, na Kubi. Zelo imam rada poletje v Sloveniji, v Toplicah. Ne želim si preseliti tja za ves čas. Ne, nazadnje imam tu sina, imam tu očeta, imam tu en kup prijateljev. Zelo mi je všeč, zelo uživam v tem, da lahko najboljše od obeh, a ne, poberem. Ne maram zime v Sloveniji, ne maram je, rada pobegnem na toplo. A ne. Po drugi strani poletje na Kubi ni najbolj enostavno. A ne. Temperature niso bistveno višje, pač pa je bistveno višja vlaga, ki potencira seveda občutek. A ne. Tako da... Barbara, 10. skupino boš peljala na Kubo. Do kdaj imaš polne skupine? Polnita se skupini za oktober in november. Novembrska je skoraj že polna. Imam že prijave celo za januar, februar prihodnje leto in celo skoraj polovico prijav, torej da se skupina napolni za april in maj 2027. Je kdo med potniki, ki je bil že 2-krat s tabo? Ne, sem pa ravno danes, preden sem odšla, dobila elektronsko sporočilo enega izmed potnikov, ki se želi vrniti na Kubo. Je pa tudi še nekaj potnic takih, ki so že izrazile željo in zagotovo bodo šle. In še nekaj, ko je šla z mano prva skupina, so se že omenjale, to je, mislim, da 3. dan programa ali pa 2. dan, 3. so se odločili, da vsi, če ne prej, čez 5 let ponovijo. In mi imamo srečanja, oni pripravljajo srečanja, mi imamo silvestrovanja, cela skupina se dobi in oni vedno povedo, če ne prej, čez 5 let.
Očitno, Barbara, si eden tistih ljudi, si ena tistih, ki človeku pravzaprav zlezeš pod kožo. Ne? Vračajo se v Poljtko, vračajo se s tabo na Kubo, ti se vračaš na Kubo, si dekle vračan. Kaj bi si želela v prihodnje? V prihodnje bi si želela zdravja na vseh koncih, vseh ljudi, ki me obkrožajo. Želela bi si, da se lepo nadaljuje Kuba me zgodba. Najbolj od vsega pa bi si želela, da je moj sin srečen. In z njim seveda tudi ti. Hvala za ta pogovor. Uživaj, doživljaj Kubo na povsem svoj način in ostani takšna, kot si. Hvala. Hvala tudi vam, dragi poslušalci in gledalci, za vašo pozornost. Nasvidenje pa spet ob kakšni drugi priložnosti s še kakšnim zanimivim gostom.